Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav iz Celja, stadiona z Dežele. Pred nami je druga tekma 10. kroga v prvi ligi Telemach. Vodilna ekipa prvenstva gosti zadnje uvrščeno moštvo na prvenstveni lestvici, Celjani, torej gostijo Aluminij. Kvesič lepo zdaj do Nemaniča, ki je sprožil, in to je 11-metrovka. 11-metrovka, Nemanič je poizkusil, zadev nekoga od Kidričanov v bloku v roko, očitno. Kvesič in 1-0 za Celjane. 1-0 za Celjane. Ja. Odlika velikih ekip, bomo rekli, brez čisto prave igre, brez pravih priložnosti. Aluminij pravzaprav večinoma nevarnejši v tem prvem polčasu. Da še preden so Celjani. Kvesič. Bizjak. Priložnost za Celjane, sprožil je Bajde. In obramba Pridgarja, strelj po sredini vrat. Oblardo Jovana, Suso, Gorenak, dobra podaja proti Katuši. Katuša v sredini gre, Jovanovič, še vedno Katuša. Odločil se je za Baskero, tule je zdaj Baskera, predložek Baskere, toda v naročje Matka Obradoviča. Katuša, Jagič, Jagič in 1-1! 1-1, igrali so se Celjani zdaj z usodo, kot da so bili prepričani, da se jim ne more nič zgoditi. No in tule je kazen za to dokaj anemično igro. Tomislav Jagič, res da je potreboval nekoliko preveč časa za obdelavo žoge, kot temu pravimo, zato da bi to izkoristil strelom proti praznim vratom. Jovan pred gol, priložnost in vodi Aluminij! Jovan, do Baskere, 1-2, Celjani se resnično igrajo z ognjem. 1-2, popoln preobrat na stadionu z Dežele. Žan Baskera, 20-letni Baskera s svojim prvencem zdaj. Prosti strel za Aluminij. Igrana kombinacija Katuša in tole je bil strel Jagiča. Zdi se, da je Kouter morda vse skupaj blokiral tudi z roko. Ni se oglasil Jerič. Ni se oglasil Jerič, pevnik kaže tam četrtemu sodniku Šmajcu, naj se gredo sodniki, naj pozovejo iz VAR sobe Jeriča, da si vse skupaj ogleda še enkrat. Težko računali na to, da bodo po 10. krogu še vedno edina neporažena ekipa v slovenskem državnem prvenstvu. Anže Jerič, 11-metrovka. No, zdaj pa je dobil znak. Sandro Jovanovič, zanesljivo Sandro Jovanovič, 1-3. Popoln mrk Celjanov v drugem polčasu. Gol pa že v 88. minuti. Potem, ko Jerič najprej ni dosodil 11-metrovke. Mr. Vieira, every streak comes to an end. Today was your first league loss on Celje bench. Where are you looking for excuses, or what went wrong today for your team? Because you scored first, you didn't play that bad, you just missed on creating chances. Was that the biggest problem today? But I never find excuses. When I find excuses, I don't find excuses. It's just that we had a bad day, a really bad day, starting from me, because I'm the one who organized, who made the plan, who chose the players to play, and I choose bad. And it's simple. And then we lost. We have a bad day. We lost because we
It was our mistakes. I wouldn't say that the opponent, they made their job, of course, but we lost, and I repeat again, I am the first responsible of this situation that we lost today. But now, what I said to the boys, we cannot change. What is done is done. Now we cannot change, so I need them ready tomorrow, because in 3 days we have another game. Yeah, that was what I was about to ask you. Which kind of positive things that you saw in the game that you can take towards Mura in the next game? Because, like I said again, you scored first, which was the 20th consecutive game. Celje scored first in the league, and you pretty much controlled the game for at least 50-55 minutes. Yeah, but football is not only about to control the game, it's also about to score, and to shoot 11 times, with all my respect to Alumini, is not enough for a champion team. We need to create more chances, and I repeat again, this is my responsibility, because I choose the way how to play under players. But I'm also learning. I'm learning, and hopefully I will not repeat this situation. Wish you the best of luck to the Rotherfield. Thank you very much. Sodpevniki, iskrene čestitke za zmago pri vodilnem Celju. Pred tekmo, ko smo se pogovarjali, ste dejali, da morate nekako zdržati 30 minut, da bo uspel tisti načrt, ki ste si ga zadali. Niste zdržali 30 minut, pa na koncu dosegli 3 gole v Celju in zmagali. Kako vam je to uspelo? Pa uspelo nam je, prvo bi rad se zahvalil, pa čestito igralcem, da so imeli samozavest. Težko je po 5 porazih iti prvemu na lestvice, ki ima res odlično ekipo Celje, in verjeli smo v sebe, dvigovali smo se iz minuto v minuto, in potem mislim, da je drug polčas bili dosti boljši, hitrejši in kronali dobro igro s 3 zadetki in povsem zasluženo zmagali. Ta zmaga ne sme skrivati, da moramo v klubu biti skupaj, tudi če so slabi rezultati, da moramo skupaj držati, dihati za eno, ker imamo veliko mladih igralcev, treba delati na tem. Bo še veliko vzponov pa padcev, ne bom delal euforije iz te zmage, ampak enostavno danes so fantje odigrali fantastično tekmo in na koncu smo zasluženo zmagali. Pa verjetno zmaga prihaja tudi v pravem času, naporen teden, še ena tekma sledi in k vam prihaja, bomo dejala, ranjeni Maribor. Kako ohraniti vseeno fante na realnih tleh pred novo zahtevno preizkušnjo? Najbolj me veseli, da so se že, so poveselili, pa so se že pogovarjali v Mariboru. To so fantje, igralci, ki želijo uspeti, odigrajo kdaj slabše, delajo napake, živimo s tem. In normalno, da danes bomo uživali v tej zmagi, po drugi strani bomo pa že naredili analizo Maribora in se pripravili. Imamo 3 dni, da regeneriramo ekipo, imamo tudi dokaj dobro širino, da nekatere osvežimo, kot smo danes, in gremo samozavestno naprej. To, kar sem rekel pred tekmo, želim, da igrajo, da uživajo, ampak v tem, da so disciplinirani, pa ne naivni. Morajo biti pa predrzni, potem pa pridejo tudi zmage. In danes je prišla. Hvala lepa še enkrat in čestitke. Vsakega niza enkrat konec, danes se je končal tudi vaš niz neporaženosti. Kje iskati razloge v porazu, kajti niste igrali slabo do 50 minute, 55 nadzorovali potek srečanja, kaj je šlo potem narobe v nadaljevanju? Pa mislim, da smo igrali prvi polčas kar dobro, imeli posest, res, da smo si na tej tekmi ustvarjali zelo malo priložnosti. In mislim, da je to glavni razlog za ta današnji poraz. Je tudi morda sam naporen ritem tekem. Vemo, da igralci najraje igrate, tudi radi bi igrali med tednom, če bi bila evropska tekmovanja. Je tu morda razlog ali kaj drugega? Pa ne moramo se zgovarjati na ritem, ker imamo vsi enak ritem. Tudi kadar imamo zelo širok, mislim, da moramo razloge iskati nekje druge in vsak, da pogleda prvo sebe v ogledalo, in mislim, da bomo tako našli razloge. Za konec, če nam morda lahko zaupate, trener vas je sprva zbral na zelenici, so bile to besede spodbude, graje, kaj vam je na kratko uspel opisati? Vem, da so vroče glave včasih po tekmi. Ja, povedal nam je, da je to en signal, da se lahko zgodi ena nesreča, ampak, kot je sam rekel, v soboto to je nova tekma, kjer moramo pokazati spet svoj pravi obraz. Hvala, mi vam želim vso srečo. Hvala. Izjemna zmaga pri vodilni ekipi in to dosegli ste 3 gole na gostovanju v Celju. Kako bi opisali danes zelo pomembno zmago za Alumini? Pa jaz sem ful ponosen na fante, mislim, da smo si te 3 pike dan zaslužili. V polčasu smo se dobro pogovorili, z tistim zaostankom 1-0, ko smo izgubljali, in mislim, da smo drugi polčas pokazali pravi obraz, dobro igrali in na koncu zasluženi 3 pike, ki nam ogromno pomenijo po teh zadnjih 5 porazih, 6.
Očitno vam Celje zelo odgovarja, že na začetku sezone remi, sedaj zmaga, 4 točke ste zbrali proti verjetno v tem trenutku glavnemu kandidatu za naslov. Tudi to je neka dobra popotnica za nadaljevanje sezone, na zadnje že čez nekaj dni sledi nova tekma doma z Mariborom. Ja, seveda, mislim, Celje je ena vrhunska ekipa. Mislim, da že v Aluminiju, ko smo igrali v Kidričevu, smo en dober obraz pokazali, tako tudi danes. Tako da proti takim ekipam je avtomatsko neki večji naboj in ne vem, vse čestitke fantom, treneru, vsem v klubu in mislim, da zasluženo danes. Še za konec morda, kaj vam pa je dejal trener med odmorom, kajti meni je pred tekmo dejal, da morate zdržati nekako 30 minut, potem pa se bo vaš načrt uresničil. Niste zdržali 30 minut, malo manj je bilo, ko ste prejeli gol, ki te psihološko lahko potre, vas pa očitno ni. Pa ja, tisti penal, moj tista roka, slučajna, ampak med polčasom smo res dobili napotke od trenera, ki so bili res vrhunski in vse, kaj je povedal med polčasom, nas spodbudil k temu, da smo res po drugem polčasu igrali vrhunski polčas. Hvala in še enkrat čestitke za zmago. Hvala vam. Hvala.